glasbene novičke iz Slovenije. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci Radia Brežice EU, oddaji glasbene novičke iz Slovenije. Novost, ki jo bomo predstavili danes, je skladba Cold Heart, ki jo je pred kratkim na radijske valove poslala pevka Ditka. Pesem Cold Heart smo seveda dobili tudi na našem radiju in ker nam je bila tako všeč, smo jo takoj uvrstili v naš program. Od danes pa je tudi hit tedna. In Ditko pozdravljam v tem trenutku tudi na telefonski zvezi. Zdravo, Ditka. Zdravo, lepo zdrav. Najprej klasično vprašanje, kako si? V redu. Moram reči, da vedno boljše. Ja. Krasno, se nisi pol prepustila tem motnjam zimskim, ampak si pomladno ustvarjalno naravnana. Tako je. Nisem se prepustila zimskim motnjam, ampak sem zelo vesela, ker se mi zdi, da s pomladjo so se začele vse stvari tako lepo postavljati malce na stare, dobre tere in vse se je začelo odpirati. Tudi vreme je vedno lepše, tako da pozitiva. Krasno. No, na zadnje, ko smo se slišali, je bilo ob izidu skladbe Warm Hearts, če se ne motim, decembra. Kaj se je v tem času pri tebi tako spremenilo? Mogoče nič kaj optimistična situacija v svetu, da si se tokrat odločila za Cold Heart? Ja, res je. Mogoče je povsem nenačrtovano pravzaprav ta pesem išla ravno v tem času, res lahko rečem žalostnem času v tem svetu in vsebina te pesmi se res nekako lahko rečem prav sklada s tem časom, kjer nekako je vedno več ljudi s hladnim srcem in se dogajajo takšne grozote pravzaprav nedolžnim ljudem. Seveda se me to zelo dotakne in mi je zelo težko to poslušati, to gledati, ampak vseeno se mi zdi, da s to skladbo pa želim upomniti prav na drugo stvar, torej da si vsi v življenju zaslužimo dobre odnose, v katerih se počutimo varne, sprejete, spoštovane in prav o tem govori tudi ta pesem, katere pravzaprav sporočilo si potem lahko razlagamo na različnih nivojih odnosov, torej lahko rečem svet do družbe, posameznik do posameznika. Krasno si povedala že nekaj vsebini same skladbe, pa če se še prej, preden jo zavrtimo, vrneva na svojo glasbeno ustvarjanje. Ditka, poznana si kot slovenska kantavtorica, ki največkrat v glasbi poezijo. Vse skozi pa že ustvarjaš svojo avtorsko glasbo in sicer v angleškem jeziku. Konec koncev si bila z avtorsko skladbo zelo uspešna, oziroma z avtorskimi skladbami zelo uspešna tudi v tujini. Verjetno zato ni nič čudnega, da si tudi novo naredila v sodelovanju z britanskim producentom Stuartom Eppsom. Kako je pravzaprav prišlo do sodelovanja? Ja, tako je, vse to drži. Jaz sem v bistvu res v slovenskem glasbenem prostoru najbolj prepoznavna po uglasbljanju poezije naših pesnikov. V tem svetu sem se res našla in to je pravzaprav zgodba, ki jo v Sloveniji gradim in sem na njo izjemno ponosna in na svojo kariero, za svojo kariero zelo hvaležna. Ampak ves ta čas, lahko rečem res od najstniških let, pa me je vabil ta angleški jezik in zelo veliko pesmi sem napisala v angleščini, zelo malo pa sem jih v resnici predstavila v Sloveniji. In zdaj je res nastalo toliko, da sem nekako lansko poletje začela razmišljati, da je pa čas, da mogoče še kakšno več pošljem v svet in naredim tudi nekaj na tej strani svoje zgodbe. Zato sem potem nekako ustvarila povsem nove družbene kanale, na katerih sedaj delim torej samo te svoje pesmi v angleškem jeziku. In potem sem razmišljala dalje. Zelo dobro bi bilo seveda poznati koga v tujini, mogoče narediti kakšno sodelovanje in nekako moj oče Gorazd se je spomnil na producenta Stuarta Eppsa, katerega že vrsto let spremlja. To je seveda starejši gospod, ki je sodeloval z velikimi imeni, kot je Elton John, Led Zeppelin, Oasis, tudi Robbie Williams. In nekako sem se potem opogumila in sem rekla, zakaj pa ne, pošljemo eno svojo pesem, čisto tako v akustični izvedbi, torej moj vokal in kitara. Nič nisem pričakovala, ampak Stuart mi je res v pol urah odgovoril na moj mail, zelo pohvalil to mojo pesem, mojo izvedbo in mi takoj ponudil sodelovanje. In
tako sva se potem slišala preko Skypa, se pogovarjala, zelo prijeten gospod je z ogromno izkušnjami in tako je v bistvu se potem podpisal kot producent te skladbe. Instrumental je odigrala glasbena zasedba iz Nashvilla, torej iz Amerike, ki je bila ravno tisti čas pri Stewartu v Angliji in to je bila zame zelo, zelo nova in posebna izkušnja, saj sem prvič sodelovala pravzaprav z ekipo iz tujine in nasplošno je prvič nekdo drug ustvaril aranžma za mojo pesem kot moj oče Gorazd, ki je v bistvu se podpisal kot aranžer in producent pod vse moje pesmi. Tako da zares lepa izkušnja, no, potem pa to še ni vse, zato ker, ko je bila pesem končana, je bil Stewart tako zelo navdušen, da mi je ponudil, da to pesem izda še pod svojo založbo Epps Records, kamor, kot je dejal sam, povabi res samo tiste umetnike, v katere zares verjame in bila sem seveda počaščena in dogovorili smo se, da je v mesecu decembru potem pod njegovo založbo ta pesem išla v Angliji in Ameriki, no sedaj pa jo pošiljam še na radijske postaje v Sloveniji. Je krasna zgodba, čestitke. Smo še toliko bolj počaščeni, da naša Ditka, evo, zdaj bo zaslovela s to skladbo v Angliji, v Ameriki. Odlično, da ta trenutek govori z nami, z našimi poslušalci. V glavnem, skladba je bila meni in celotni ekipi Radia Brežice EU takoj všeč, kot sem že v uvodu povedala. Zelo ameriško zveni, se pravi, ti si v Sloveniji posnela samo vokal, vse ostalo so naredili v Nashvillu. Oziroma zaigrali in zaranžirali. Tako, jaz sem posnela samo vokal, tule v studiu v Sloveniji, ga poslala potem Stewartu in vse je potem bilo odigrano v živo strani te glasbene zasedbe, Stewart pa je to produciral. Tako da ena res prav lepa izkušnja. Krasno. No, Nashville, če se dotaknem še malo Nashvilla, že od mojih, najstniških let je bila, nekoč moja tiha želja, da bi šla enkrat tja, pa mogoče preizkusila kakšne študije ali pa vsaj tečaj na akademiji za country, recimo, potem so znanje. Je bila to tvoja želja mogoče ta, ali pa je še vedno prisotna? V resnici nisem nikoli toliko razmišljala o tem, čeprav mi vse od mojih začetkov marsikdo reče, da moja glasba zveni zelo country, ampak to povsem nenamerno. Je pa res, da mi je country glasba blizu, mi je všeč lahko rečem, ta prvinski country res, ki izhaja iz Amerike in tudi moja želja je, da grem nekoč v te kraje, kot je Nashville, Texas in v bistvu tam prisluhnem tem glasbenikom in seveda, kot si omenila, zelo dobro bi bil pa tudi kakšen tečaj, kakšna ura petja, da se še tako dodatno potem izobrazim. Je krasno, jaz ti želim, da se ti želje uresničijo, nikoli pa ne veš, nikoli ne reci nikoli, mogoče dobiš pa ravno po tej poti, po tej tvoji skladbi recimo kakšno povabilo tja. Ja, najlepša hvala. Jaz upam, da je to en tak, lahko rečem, spet novi korak naprej. Gotovo pa je velika referenca in velika motivacija zame, da zdaj še naprej ustvarjam tudi v angleščini. No, dotaknila bi se še malce tvojega očeta, se pravi, še vedno sodelujeta tako lepo kot sta, še vedno je on avtor tvojih skladb, oziroma kako si v bistvu dogovorita? Je tvoje besedilo glasba ali po dogovoru? Ja, v bistvu z očetom res intenzivno sodelujeva. Lahko rečem, to je najina zgodba. Res najina zgodba, ker vse ustvariva midva. Zdaj, kar se tiče besedilo v slovenskem jeziku, torej vzameva poezijo naših pesnikov, tako da tam so avtori Feri Lainšček, Tone Pavček in pa na prihajajočem albumu še 5 drugih pesnikov. In pa glasbo ustvarim jaz ali pa moj oče, medtem ko je avtor aranžmajev vedno Gorazd. Pri teh pesmih v angleškem jeziku sem pa avtorica besedil in glasbe jaz, tako da gre res za čisto moj tak osebni pristop. Pri aranžmajih pa mi seveda pomaga spet Gorazd, no, z izjemo pesmi Cold Heart, kjer sem torej sodelovala s Stewartom Eppsom. Krasno, želim vam še obilo ustvarjalnega navdiha in seveda dobrega razumevanja. Vem, da med hčerko in očetom ni vedno čist enostavno, ampak koliko sem vaju imela čas spoznati v živo, se mi zdi, da sta res tak usklajen tim. Ja, res sva zelo povezana, zelo veliko časa preživiva skupaj, ko ustvarjava glasbo, ko vadiva, ko se voziva na koncerte in moram reči, da sva res postala v teh letih tudi dobra prijatelja, ne samo
hčerka in pa oče. Tako da sva povezana na različne načine in res dobro skupaj sodelujeva. Pride kdaj tudi do kakšnega trenja, ampak se vedno sporazumeva, zato da lahko torej tako dobro delujeva skupaj. Zelo lepo je bilo to slišati. No, zdaj smo že toliko povedali o tvoji novi skladbi Cold Heart, da mislim, da je čas, da jo končno slišimo, da jo zavrtimo. Če povzamem tvojo razlago, besedilo, o čem govori skladba, se pravi na nek način, da je v vsakem od nas nekaj dobrega in spodbujaš oziroma bi želela, da svetom to svojo dobroto delimo oziroma tisto, kar delamo srcema, sem prav povzela. To je zelo lep povzetek, točno to, in to je bistvo seveda, da se zavedamo tega, da se v življenju zaslužimo samo najboljše, in če se znajdemo v kakršnem koli odnosu, kjer se ne počutimo dobro, je prav, da zapustimo in spustimo ta odnos. Hvala, Ditka. Zelo lepo si zaključila tale najin pogovor. V prihodnosti ti seveda želim čim manj izkušenj z ljudmi hladnega srca in uspešno ustvarjanje še naprej. Najlepša hvala in lep pozdrav vsem. Lep pozdrav, Ditka. Spoštovani poslušalci, mi pa sklenimo današnjo oddajo s pevko Ditko in skladbo Cold Heart.